Razstava Toma Brejca v galeriji Foton je bila v bistvu v planu že dlje časa. Dejansko se je izvršila tudi zaradi tega, ker je bil lani Tomo Brejc udeleženec razstave Photonic Moments lani na Ljubljanskem gradu v galeriji S in pač za vse udeležence, slovenske udeležence razstave pač potem namenimo tudi termin samostojne razstave v Fotonu. Zdaj, po drugi strani je pa tudi nekako bilo, bi rekel, nujno, da se Tomo Brejc ponovno predstavi na neki samostojni razstavi, ker ga že dlje časa nismo videli v tem kontekstu. Se pravi, mislim, da Tomo veliko časa posvetil drugim zadevam, se pravi, ukvarja se s fotografijo, ampak mogoče dal malo na stran to avtorsko plat svojega dela. In v bistvu je zdaj po nekih parih letih prišel nazaj in v bistvu predstavil nekaj čist druga, kar so bili mogoče od njega navajeni. Se pravi, večina ljudi ga je poznala po seriji Rekonstrukcije, ki je še vedno v teku, še vedno se dogaja kot nek work in process, se pravi tam od leta 2001, 2002 naprej. To recimo, kar pa vidimo tle na tej razstavi, ki smo jo naslovili preprost fotografije. Fotografije v bistvu tudi zaradi tega, ker dejansko razstava nima naslova, ker je tudi to eno delo, ki je v bistvu v začetku v nastajanju in gre pa za eno čist drugo smer Toma Brejca. Se pravi, ne gre za inscenirano fotografijo, ne gre za perfekcionistične posnetke, za neke motive izostrene, osvetljene, se pravi, recimo urejene v neki perfektni scenografiji, kot smo bili mogoče vajeni prej, ampak za neke čist metafizične motive. Ja, verjetno bo ta serija oziroma ta stil fotografije, ta serija se nadaljevala, usporedno z prejšnjo serijo rekonstrukcij, ki jo delam. Trenutno me mogoče malo bolj zanima ta del, ki je za neko bolj enostavno ukvarjanje s podobo, s svetom. V bistvu je to izpostavljen nek svet, v katerem sploh lahko živim, da nekako sprostim. Vsak človek ima neke pritiske življenja, nekaj kak moraš odgovoriti na to. Jaz pač skušam na ta način odgovoriti. In zakaj mi še posebej ta stil, se mi zdi, ker skušam ga pač izpostaviti kot nek fotografijo, kot medij, kontemplacije in refleksije. Ne to mogoče kot neko konceptualno delo, bolj na ta način. Pa zelo osebno.